In trenutno se nahajamo na skrajnem vzhodu Ljubljane, tik ob PST-ju, na notranji strani, za tiste, ki jim je to pomembno. In sicer ob enem drevesu, o katerem ne vem ničesar, zaradi tega, ker se sam sprehajam mimo njega, pač po PST-ju, in se mi zdi kul. Jaz sem Vid Bešter in sem z Gorenjske. To je tam. Jaz nisem pesnik zdaj tukaj, to ni Prešernova proslava, kjer pač ljudje pol tam strvijo in so tako, verz mi prihaja v glavo. Ne, to ni isto. Ne morete tako vleči enačaja med kritiki in pesniki. Sej to bo po moje zanimivo, pač zelo me zanima tudi, kaj boste moji kolegici povedali o knjigah svojih in mojih. Seveda se tega tudi bojim, ker mislim, da lahko skritizirajo tudi kritika. Ja, kritika ustno sicer ne obstaja, ne? Mislim, razen mogoče v nekaterih redkih okoliščinah kaj takega, kot je uredniški feedback ali pa prijateljski komentar. Sicer pa formalno ne obstaja, ne? Da ima sicer veliko plusov, mislim, da je zelo dobrodošla stvar, predvsem zaradi tega, ker mislim, da moraš pač razmišljati o tem, pred čimer te pisanje sicer varuje, in to je, da bo avtorica to sigurno ne samo prebral, ampak v bistvu tudi slišal, ne. Tako da mu moraš povedati stvar na način, da jo bo lahko razumel. Kar se mi zdi, da je itak nasploh pomembno pri kritiki, da pač probaš vstopiti v besedilo, o katerem pišeš na tak način, da lahko to kdo razume, ne. Mislim, da to, kar ti prebereš v njem, da ima lahko nek pomen. Lahko se odločaš, ali mora biti to za avtorja, ali mora biti to za bralca, ali je to za literarni sistem nasploh, ampak tukaj imaš pač to, tukaj mislim, da si soočen s to nalogo, da pač, ko ti človek sedi tam, ga lahko gledaš in lahko vidiš, ali razume, kar govoriš, ali ne razume. Česa se veselim na festivalu Pranger? Trenutno me je vsega bolj strah, ne.